Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi podcasta Alumni Connect bo naš gost Rok Stritar, podjetnik, svetovalec, mentor, nekdo, ki je z ekipo pripeljal koncept design thinkinga na naše prostore, bivši profesor na ekonomski fakulteti in ustanovitelj uspešne zgodbe Kibuba, ki na naših prostorih deluje že 15 let. Rok, hvala, da si se odzval na vabilo. Ja, z veseljem. Tako da, mogoče eni klasični podcasti se začnejo s tvojim predstavitvijo, ne? Pa da malo obrneva, da narediva malo switcha. Kaj pa če začneva z Rokom kot študentom? Kako si bil ti na ekonomski fakulteti, glede na to, da si do doktorata prišel? Kakšna je tvoja zgodba načeloma čez ekonomsko fakulteto? Ja, da sem ekonomijo študiral, sem bil malo črna ovca v družini. Okay. Saj po eni veji, ker pri meni doma nihče ni ekonomist. Saj s temi, ki sem jaz gor rastel, vsi so bolj v javnem sektorju, izobraževanju in takih stvareh. Mene je pa že to, jaz, ko sem bil majhen, sem hotel biti kmet. Okay. Pa ko sem gotovo, da kmet ne bom, sem pa imel skozi predstavo, da hočem imeti svojo firmo. In to je bilo tako nekako, ker da je neka stavba, pa jaz tudi zunaj not pridem. To je vse, kar se spomnim. In potem je to kar avtomatično, sem pač na ekonomijo šel. Ne, da bi čisto dobro vedel, tako kot večina ljudi. Pa kot prva izbira ti je bila ekonomija? Ja, jaz sem takrat razmišljal med ekonomijo pa med medicino, pa sem pa gotovo, da je medicina preveč specialistična zame. Okay. Sem rekel, da hočem biti bolj širok in sem šel bolj na ekonomijo. To je v bistvu ena anekdota vam s predavanja na podjetništvu, ki sem te poslušal. V bistvu ti si rekel, zakaj si se za doktorat odločil, ker so mi doma skozi govorili, kar nekaj narediš, naredi do konca. A je to zdaj trigger za študente? Ali dejansko taka odločitev, ko imaš tudi čez life, naprimer? Sigurno moji starši so bili glede tega v bistvu zahtevni. Okay. Mene so, kar obstajam, v hribe vlačili in tam ne nehaš, ne? Greš do konca. In tudi skozi celo to zgodbo, jaz karkoli sem se lotil, sem načeloma pripeljal do konca. In bil to drug motiv, zakaj pa doktorat, je pa zato, ker sem bil na takem delovnem mestu. Jaz sem bil asistent na fakulteti in če si asistent, potem avtomatično to pomeni, da moraš pač delati v akademskem smislu in sem delal doktorat. Je pa moj oče tudi doktor, pa moja sestra tudi doktorica. Se pravi, to pa je v familiji. Ja, to pa nisi črnavca. Ne, to tukaj pa ne. Tukaj pa bi bil, če ne bi bil. Tako da. Pa ti si v bistvu Kibubo štartil že, ko si delal doktorat, ali kako je bilo s tem? Jaz sem Kibubo štartil prvo leto, ko sem nehal študirati, v resnici dodiplomsko. Takrat, ko sem se zaposlil kot asistent na podjetništvu, sem rekel, da jaz ne morem biti asistent za podjetništvo, če nič praktičnih izkušenj v resnici nimam. In je bil to v bistvu glavni povod, zakaj sem začel. Kje pa je bil mogoče aha moment, da se boš za Kibubo odločil, da gremo kam drugam, ampak evo, Kibube. To je predvsem manj spektakularno, kot bi ljudje želeli slišati. Okay. In sicer gre zgodba tako, da jaz sem v drugem letniku na fakulteti smo imeli predmet osnove podjetništva in mene je to čist natriggeralo, se pravi, sem čist zaživel, zato ker je bilo to prvič v mojem izobraževalnem procesu, da mi je nekdo rekel, da lahko naredim nekaj, kar si sam zmislim. Tudi tako, ko nazaj gledaš, v bistvu kar malo strašljivo, ampak v celem izobraževanju sam ponavljaš. Tukaj smo imeli zmisliti si svojo firmo in meni je to do te mere, da sem potem s tem nadlegoval vse moje člane skupine, ki smo bili, smo se še malo skregali takrat. In od takrat naprej sem skozi nekako vedel, da to je nekje področje, na katerem želim biti. Sem potem tudi začel vaje voditi, ker sem pač tako dobro naredil poslovni načrt, pa neko društvo ali klub ali center smo imeli za to. Potem ko sem bil absolvent, 1 leto delal na fakulteti za strojništvo, na centru za eksperimentalno mehaniko, kjer sem v bistvu jaz pripeljal projekt razvoja nove generacije plezalne vrvi, spet na temo, pa je tisto po 1 letu žalostno končalo se. In potem so mi pa rekli, tukaj, ker sem bil že zelo izkušen v resnici v upravljanju tega, saj pedagoškega, asistentskega posla, so me povabili, če bi sodeloval naprej na katedri in takrat sem vzel službo tukaj in hkrati rekel to, kar sem prej rekel, se pravi, da jaz ne bom predaval, če nimam praktičnih izkušenj. In potem je bila pač odpreti trgovino prva in najbolj enostavna ideja, rešitev v tem kontekstu. Jaz nisem hotel biti trgovec, tako kot se mi to vedno zdelo malo tako pod častjo. Nekaj kupiš, pa nekaj prodaš naprej, pa tako. Sem šele pol v bistvu spoznal, koliko je to kompliciran in po svoje tudi plemenit del ekonomije. Pomemben.
Pa če gre zdaj čisto na zgodbo Kibube, Ja. mogoče. A ne? Zdaj štart si že omenil. Mhm. Koliko časa je pa trajalo, da je bilo res, da si videl, ok, to je nekaj resnega, zdaj lahko delamo na tem, dajmo ekipo pripeljati. To je spet tako, ni poučbeniško. Ne? Jaz, kot smo se prej pogovarjali, jaz sem bil zelo v tem, če nekaj začnem, goni poni. Ne? Tako da je trajalo, da sem lahko rekel, da iz tega nekaj bo, če si iskreno, skoraj 10 let. Ne? Prej je bilo to učenje, igranje z veliko napakami, brez neke velike vizije ali kakorkoli, ampak izboljševanje tega, kar smo v resnici počeli. Vmes smo šli čez vse, tako zdaj kot mentor podjetnikom, smo šli čez vse te šolske krize, težave, razpade podjetniške ekipe, skoraj bankrote, vse, kar je noter padalo. Ampak to pač pride zraven. Da bi pa zdaj rekel, da sem pa jaz vedel, da zdaj to nekaj bo. Ne vem, jaz sem načeloma stališče do tega, da dokler je trend pozitiven, ustrajamo stvari. Zdaj, omenil si to vizijo. Ne? Kdaj si jo pa začel delati, oziroma zdaj si rekel, po 10 letih se je nekako peljalo vse skupaj, ne? A je takrat tudi prišel, ok, dajmo zdaj neko vizijo dejansko strateško postaviti, ali greste tudi sprotne odločitve nekaj delati? Strateška vizija. To je spet ljudje, bi vsi radi, da bi rekel, to je zdaj full by the book. da sem Elon Musk, ne, da jaz pa hočem na Mars. Ne. To je bilo, kot pravim, moja glavno vodilo je bilo, da hočem, da edini trend rast, in če ta rastanje 15% na leto, potem so v 10 letih že kar nekam pride. Jaz nisem, in tudi če danes nimam cilja imeti milijardne firme, ne vidim čist racionalnega, nisem pripravljen se osebno to kot povedovati do tega. Sem pa hotel imeti resno firmo. Se pravi, mene so učili na ekonomski fakulteti, pa takrat nisem niti razumel, ne, do kje podjetje raste, do optimalnega obsega delovanja, ne, kar pomeni, da ko dodaš še kaj zraven, da je dobro, ne slabo. Ne. In Kibuba še ni tam. Ne. Se pravi, mi imamo, s tem, ko rastemo, se še vedno lahko stvari bistveno izboljšujejo in je zaradi tega tendenca rasti. Tako naprej. Pa si upaš napovedati, kdaj boste pri tej točki? Ne. Mislim, kot sem rekel, jaz ne bom v življenju zdaj žrtvoval še več sebe, zato da bi zdaj to še bistveno hitreje šlo. Drugače pa kler nekih hudih, resnih omejitev ni. Mislim, tukaj je, mi danes imamo 15 trgovin, lahko bi jih imeli 150, pa bi bilo še vedno smiselno. Zaradi tega, ker na nabavnem trgu ekonomija je izrazita stvar, ki z obsegom, trgovina, ekonomija obsega raste. Ne. Se pravi, moraš pa paziti, da ne padeš v pasti, ko imaš več denarja, da rataš tudi bolj potraten. No, tako. A pa je bila kakšna taka past na poti zdaj v vseh teh 15 letih, oziroma največja past, največji fail mogoče? Zadnjič sem nekje, so me isto vprašali, pa je bil zraven en kolega iz fakultete, pa je rekel, a to danes misliš? Ne? Se pravi, pasti, težav, jih je neskončno. Ne? Mislim, speljati firmo od ideje do tega, da to postane, jaz tako po teoriji praven stroj, se pravi, da stvar dejansko v redu dela, terja ogromno enih osebnostnih transformacij predvsem. In da greš čez te osebnostne transformacije, kle večina podjetnikov ne uspe, ker je to toliko težko, ker moraš vloge različne igrati in tukaj smo mi zelo velikrat se naučili na lastnih napakah. Jaz napak, za razliko od večine ljudi, ne gledam zelo tragično. Ne. Se pravi, sem falil, pa bom popravil, saj ni menega problema. Hudo je pa, kadar so te napake, kadar si jih ne da popraviti. Recimo nam se v procesu, saj ne čist na firmi, ampak povezano s firmo en ubil. In tisti je hudo, tisti, ki pač ne moreš nazaj. Hudo je, če vidiš, da računaš, da bo firma v bankrotu čez 3 mesece, če bo tako se nadaljevalo. To so take hude stvari, ampak spet ne dizajniraš stvari kot veliki pok, ne. Jih bolj zlagaš po koščkih. Mogoče gre zaradi tega malo počasneje, ampak so pol padci manj hudi. Ne. Če smo zdaj tole korono preživeli, smo kar rezistentni v resnici. Kako pa je bilo med korono v bistvu, ker vi ste tudi dosti od fizičnih trgovin odvisni, ne? Ja, skoraj v celoti. Ne. Zaradi tega. Ja. Tako bom rekel, ne. Na dolgi rok bo je korona bila za nas fajn. Okay. Ker vsak, ki ima 5 minut časa, je začel v gozdove hoditi in od teh jih je pač toliko pa toliko, ki bojo tudi nekoč kupovali boljšo opremo. Na začetku je bilo pa pač šokantno, ne? Da če vam prihodki padajo na tako rekoč nič ne veš, bo kdo kaj pomagal, imaš pa fiksne stroške na enakem nivoju. Ne? Je bila sama sreča, da iz neke čiste vrednosti smo imeli
preveč rezerve pripravljene pred COVID-om, pa ne zaradi tega, ker bi črtvali, ampak ker še nismo finančno optimizirali stvari. Tako da pol v končni fazi se pa čisto v redu izšlo, za nas ok. Je bilo pa, vse te stvari so stresne. Ni to tisto, da vidite, nimam za plače. Pa si imel pa tudi kakšno borbo sam s sabo, ker si naprimer prej omenil neke transformacije osebne, zdaj med COVID-om, da si mogel tudi ful, ne vem, sam sebe bremzati ali pa kje pušati. Mislim, mi smo nasplošno, jaz vedno v šali rečem, pa mi ni problem o tem govoriti, smo verjetno najbolj terapizirana firma v Sloveniji. Pri nas cela vodstvena ekipa je tako ali drugače šla na coachinge, terapijo, kakor hočeš. Jaz tudi še vedno hodim, moja žena tudi, ki je direktorica. Tako da, kontrolirati sebe je najtežji. Predvsem v kontekstu negativnih projekcij prihodnosti. Zdaj, ko srečaš kolega, ponovadi kaj delata, norita čez to, koliko je vlada neumna. To je ena tema, druga tema je pa kam bo pa to zdaj vse skupaj šlo. To je neke klasične pogovore. To je totalno toksično, to ne da nobenega, nič pozitivnega ni od tega, sam negativen rataš. Tako da, mislim, to, da smo se mi naučili voditi firmo profesionalno, pa ne po podjetniško. Jaz vedno pravim, podjetnik je ki podtika požare, pa potem jih malo gasi, pa gre tako. Menedžer je pa ki mora požare preprečevati, pa jih držati skupaj. In ko imaš enkrat 100 ljudi, približno to, ki jih mi zdaj imamo, ne moreš voditi po podjetniško, je treba imeti resno in to, da se isti človek, ki je bil prej netilec požarov, spremeni v požarnega inšpektorja. Se pravi, je to ena tvoja transformacija od podjetniške miselnosti do menedžerske miselnosti, v smislu Kibube zdaj. Ja, absolutno, mene in moje žene, recimo zraven. Tudi cele kulture firme. Tudi večina ljudi na firmi se je zamenjala zaradi tega. Tisti, ki so jim pasali podjetniški kaos, ki smo začeli red vzpostavljati, jim ni več to grozno ustrezalo. Kako je pa s fluktuacijo na splošno? Imate veliko? Veliko. Ta core ekipa je zdaj zelo stabilna. Kot sem rekel, ta ekipca na upravi se je veliko zelo zamenjala. Nič slabega s tem. Prodajalci so pa, veste, prodajalci biti v gorniški trgovini ni karierna odločitev. To je v enem obdobju, ko imaš en življenjski slog, ti pa še v enem trenutku greš pa drugam in mi to ne gledamo kot nič slabega. Jaz mislim, da je fluktuacije malo zdrave. Ne pa ta sodobna fluktuacija, ki enkrat na let službo meniš. Tega pa jaz tako poskušam to razumeti, ampak je pa prehiterno, čistko. Ne prideš v globino nikjer pa. Kako je pa mogoče tvoja transformacija od podjetnika do menedžerja vplivala na tvoj work-life balance? V bistvu work-life balance je nek koncept, ki pri tebi obstaja ali ga ni? Absolutno ne. Mislim, da je zelo tako grobo rekel, podjetnik dela skozi. In če skozi delaš, se skuraš. Pika, to se zdaj so popularne. Celo te teme burnout pa tako rad, ali pa to se lahko za študentov zdi včasih celo malo tako fiktivno, ampak to je tukaj, jaz sem tega že čist preveč videl. Tako da ena stvar, ki jo ugotoviš, je, da preprosto, recimo, firma ne bo mogla več rasti in ne bo mogla več rasti, zato, ker imaš ti fizične omejitve. In začneš, predvsem iz tega začneš delati, se pravi, rečeš, ok, ker imam jaz fizične omejitve, jaz želim obrniti zgodbo in hočem imeti, da firma dela zame, ne pa jaz za firmo. Zdaj, jaz osebno poskušam maksimizirati dopust, pa čas, jaz imam 3 otroke, čas z otroci pa na dopustu in vse ostalo podredim temu. Tisti, da se špagnal do konca, boš zelo kratko doživel, pa tega sem tudi že preveč videl pri drugih podjetnikih. Jaz ponovadi, ko začnem s podjetnikom delati, mu predpišem najprej dopust. 5 za 14 dni, pa boš nazaj prišel in boš povedal, a stvari še špilajo ali ne, ker če ne si tam, ki drži vse po konci, pa od tega načina. Kako pa je v bistvu tebi s podjetniki delati, ker si ful si opet tudi v startup okolje načeloma, kot svetovalec pa mentor. Kje so mogoče najbolj pozitivne ali pa najbolj negativne točke, tudi ko vidiš enega zagnanega podjetnika? Tako, to ne sme noben narobe razumeti, ampak jaz pravim, da jaz v življenju s 3 vrsti pacientov delam. Prvi pacienti so alpinisti, to je nevarno početje, drugo so menedžeri, tretji so pa podjetniki. Če bi pri vseh 3 gledal, kako njihova življenjska odločitev, da to počnejo, vpliva na njihovo pričakovano življenjsko dobo, bi bil ta element strašljiv. Tako da, kako je meni s tem delati? Jaz bistveno najrajši delam s podjetji, ki prehajajo iz podjetnika v menedžerja. Tam imam jaz največ izkušenj, domenskega znanja, veselja.
tako naprej, tisti zuno, čist mladimi ekipami, ki komi začenjajo. Ne vem, če sem še ta najboljši zraven, zato ker si menedžer, mačken gre nekrataš. Mačken ni več vse v ošcah in take ekip ne rabi nekoga, ki jih preveč na realna tla postavlja. Jih še vedno imam precej, ampak tako, poskušam pa, moja glavna tema je dejansko pomagati ljudem graditi sisteme iz svojih firm, sebe malo izločati ven in omogočati, da firma raste naprej. To je tista stvar. Kako meni to je zelo blizu dela psihoterapeuta. Ljudje mislijo, da so to ful poslovnih tem, pa v glavnem so osebne pa tako naprej. Meni pa koristi to, ker sem bil le toliko časa v tem znanstvenem okolju, pa pedagoškem, da mogoče za razliko od ostalih mentorjev znam mečken bolj iz distance pogledati. Ne samo iz svoje izkušnje, ampak neko širšo sliko, iz neke teorije. Tako. In tukaj, drugače meni to fajn, če so ljudje v redu. Ampak mogoče zdaj, a kdaj vidiš pri podjetnikih, ki začenjajo, tudi sebe noter, kdaj pa v bistvu iz tega ful izhajaš, ali si že toliko v tej menedžerski vlogi, da moraš vseeno že nek drug pogled? No, vem, jaz ponovadi s toliko mladimi res malo delam. Da bi prav, tudi tukaj gledam, kol nisem bil, gledam, kolege so boljši za to, da bi enega 22-letnika vzel, pa ga dal skozi to. Meni ta mentorsko delo so ponovadi že firme, ki so ničkem kasneje. Tako da prav sebe noter, niti ne. Nekaj, jaz sem bil tudi ekstremen glede kakšnih stvari, jaz sem bil zelo notrno. V smislu? Ja, jaz sem eno obdobje v življenju zelo velik delal, tako da 20-30 ali pa do 35 sem dejansko furil skoraj 3 kariere, resne, in toliko ekstremnih jih težko najdeš. Pa ne, da bi s tem sebe poveličeval, sem bil kvečemu imel neke svoje razloge, zakaj me je to gnalo. Kjer je pa poln point, ki si videl, da tako ne gre naprej? Družina ali karkoli osebnega v bistvu? Mislim, jaz vedno dam šalo, da kdor misli, da nima cajta, pa nima otrok, da je pač to res komedija. Morate računati, če imate otroke, pa hočeš z otrokom biti, otrok vstane ob 7 zjutraj, pol če gre v vrtec ali pa šolo, je tam do 2-3, pa gre po 9-10 spat, in vmes si z njim. To ni, da ga daš na off, Se pravi, dejansko vsi ti čas, ki ga imaš na voljo za sebe, za popoldansko delo in tako naprej, dramatično se ti to skrči in sfokusira. Kar pa ima za posledico, vsaj pri meni, da sem pač ratal bistveno bolj učinkovit. Vsi skupaj smo ratali bistveno bolj učinkoviti, kar je pa fajn, ker pol imaš pa tudi več časa za kakšne druge stvari. Kakšen si pa pol zdaj v odnosu do sebe, drugače, ko se ti ta čas skrči, ne moraš biti res ciljno fokusiran, kaj pa zdaj v bistvu pri sebi, te transformacije, ki smo že govorili, kaj je zdaj fokus tvoj, naprimer, v tvojem prostem času, kakor ga imaš? A za mene, trenutno imamo še enega dojenčka, tako da... Ni tega prostega časa? Ja, ne, jaz sem zelo fajn žena in ona je že pri vseh 3 otrocih, kar so se drugi čudili, je ugotovila, da je zelo fajn, da jaz kakšen teden ali pa 2 na let grem sam ali pa s prijatelji nekam. Da smo šli, smučati v Ameriko ali pa potovati nekam ali pa kakorkoli, zato da greš mačkam stran. In pol, tako bom rekel, na začetku je bilo meni blazno težko, mislim, si gledamo vse kolege, ker dobiš otroka, ti je težko, se kao odpoveduješ nekim stvarem. Pa počasi ugotoviš, da ti je bolj lunga otroka nesti na Šmarno goro, kot pa iti na nekam tako. Ugotoviš, da ti je to bolj fajn in ko se enkrat sprijaznaš s tem, je pa super. Pač nisem več ker sem bil takrat, ampak to ni nič narobe, to je evolucijsko tako da vidiš tudi pol druge stvari. Ampak v bistvu, zdaj tvoja familiarna vloga, vpliva tudi na tebe pol v poslovnem svetu zdaj, v kakršnemkoli smislu, ali si še vedno isti? Nujno, Mislim, vpliva v tem, da sem bolj zahteven do svojega časa. Prav, jaz res me je težko fiksno za nek čas zakupiti. Ni problem za kakšen dan, če preko vsak teden za 2 uri ni šanse za tega, ker pa kar je zelo pomembno, jaz sem včasih zelo veliko popoldne delo. Zdaj, če je popoldne tole je ok, ampak da bi imel pa neko predavanje, popoldne pa ne. Ja, pa imaš fiksen delovnik zdaj? Ali ga tudi prilagajaš čist? Je čist. Moj urnik ni nič fiksen. En sestanek imam fiksen na teden. Aha, to je to. To je to, ja. Pa delaš ponedeljek do nedelje ali si vzameš? Ne. Razlikuješ teden, vikend? Obvezno, to pa sem dobil od očeta svojega, pri nas pač se za vikende ni delal. Pa je bil oče zelo uspešen, pa mama tudi, in sem potem
To sem pa jaz skozi prevzel. Sobota pa nedelja, če ni kaj nujnega, lahko nisem tukaj zdaj religiozen, ampak jemljem to kot zelo resno stvar. Isto, recimo pri nas na firmi, je zelo tečen ratam, če zaznam, da kdorkoli nadure dela. Aha. Ob 4 se gre domov. Ne? Ker če ne greš ob 4 domov, spet ni panike, imamo eno stvar, ki je danes, pa jo moramo pokriti, ok, ampak za regularen delovni proces, pa ne, pa nekaj narobe v procesu. Se pravi, tudi v bistvu takrat, ko si ti full delal, sta bila sobota pa nedelja free dneva, ali sta bila delovna dneva? Ne, načeloma jaz sem imel takrat po 30-40 turnih smukov na leto, pa toliko potovanja, pa tako naprej. Ne, takrat čez vikende načeloma nismo delali. Nikoli. Ok, pa deva se zdaj dotakniti tema svetovalne vloge iz menedžerskega smisla. Ja. Ti raj delaš, naprimer, s podjetji, ki imajo neke strukturirane ali nestrukturirane probleme? V bistvu vseeno. Mislim, storitev, ki jo mi največkrat delamo, je tako imenovano ogledalo. Se pravi, priješ v firmo, govoriš zelo odprto z enim večjim procentom zaposlenih in potem vodstvu ponudiš ogledalo stanja, ki v družbi je, iz vidika učinkovitosti, iz vidika motivacije, tako par stvari zraven. In seveda daš predloge, kako to izboljšati. Če sem delal za zelo urejene sisteme, pa za totalno kaotične. In oboje gre. V bistvu moje vprašanje izhaja predvsem iz tega, da ti si bil eden izmed članov ekipe, ki ste pripeljali design thinking na ta prostor za nestrukturirane probleme. Tako. Ampak tega v bistvu 15 let nekaj tazga že. Ja, približno 2007. Ja. 2007. Tako bom jaz rekel, ne? Zdaj, če jaz metoda, po kateri mi delamo, ste v bistvu kombinacija dveh. Ne? Eno je design thinking, ki je nek miselni okvir, kako se lotevati razvoja česarkoli koristnega novega. Ta druga, ki jo pa jaz rečem, je pa pomembnejša, jaz rečem skoraj kot filozofija, so pa ti vitki pristopi, se pravi lean, ki je pa en širši kontekst, kako karkoli izboljšati. In mi v bistvu karkoli jaz delam, kjerkoli, a ste temu reče, ali se ne vpletamo v boje. Tako da imamo in na eni strani design thinking za nove stvari, in potem pa lean kot sistem za optimizacijo in izboljšavo. Pa sta v bistvu ta dva sistema pristopa bila že od začetka tvoje, kot naprimer, kaj si Kibubo zaštartil? Je že bilo to upeljano ali zelo v surovem smislu? Tako, ta dva sistema imata eno skupno lastnost, da če jih poenostaviš, ratata zdrava kmečka pamet. Dober kmet, ki goji koruzo, gre po isti logiki. Tako da te temelji so bili ves čas zraven. Sem pa jaz zelo tako iz strokovnega vidika dolg iskal in si urejal stvari, da sem jih zgradil en tak širši miselni okvir, kjer ga lahko zdaj večino stvari noter dam. Pa kot študent, tega nisem meni to ben tako razložil. Recimo design thinking, ki je preprost koncept, da ga zares razumeš, sem jaz rabil kar dolg. Tako, da to dejansko pokapiraš, v čemu je fora. Da to ni priročnik, ampak je smučanje, se pravi, moraš veliko vaditi. Ampak slišal si za njega na ekonomski fakulteti? Ja, to je profesor Vahčič, ki je bil pač takrat eden od teh rednih profesorjev, pri nas je bil, on je bil to pripeljal v ta konec Evrope v resnici. In takrat je pač nas ta mlade, ki smo bili malo bolj zagnani, potegnil to noter, okužil s tem. To je tako, a je to neka revolucija? Ne vem, ljudi imamo ful radi, zdaj upa nekdo prišel z nekim čist drugim konceptom. Da bo neka zgodba. Ja, da neka zgodba, pa kvantno vodila, ne vem, tako včasih kakšnih stvari sploh ne razumem. Ampak to je pa tako, zelo enostavno, ampak hkrati drugače. Ko je pa pol šla ta vaša pot te ekipe, ki je pripeljala design thinking? Vi ste se enkrat kar odločili, ali kako je v bistvu sploh zaštartali? To je profesor je prišel takrat in je rekel, da mu pa mi tole en predmet naredili. In to je bilo to? Ja. Tako, pa vsak malo po svoje, vse so zanimive stvari ven ratale. Ker je ena kolegica, Anja, je na Stanfordu tam sodeluje zraven, ki je design thinking nastal. Pa sem jaz malo po svoje, to si razložil, pa videl profesor malo po svoje, Blaž po svoje. Tako da ja, zelo različne veje, ampak vse v isto zgodbo. Ko ste pa pol do podjetij prišli, sploh, da so podjetja zagrabila sploh to miselnost? A so jo? Ne, se zato vprašam. Ne, to je... Tako, če tako zdaj gledam, da so zares ljudje zavestno design thinking projekte naročali, tega je v Sloveniji še zelo malo. Ponavadi to skriješ v kakšno drugo zgodbo zraven. Ta zgodba je zelo preprosta. Če grejo design thinking, to pomeni, da če hočeš problem rešiti, ga moraš najprej dobro razumeti. To je bistvo vsega.
In če hočeš stranki nekaj dobrega prodati, moraš vedeti, kdo je stranka. Ne? In to se sliši zelo bazično, ampak je hud problem. To pri nas vseh. No. To se zelo hitro zgubiš v tem. Se pravi, tudi v podjetjih, v bistvu, ko imaš svoje delavnice, opažaš, da so to kakšni veliki problemi. Ful. Večina podjetij, kjer je prijeti, ne znajo povedati, da je njihova stranka. Večje, kaj podjetje, manj to znajo. Nekaj se prodaja tam na unem koncu, nek oddelek za razvoj, nekaj popravlja, kako je pa povezano s tem, kar ljudje zares rabijo. Velikrat je povezano s srečo ali pa z nekimi starimi izkušnjami. Na kaj se pa pol osredotočaš, ko prideš na podjetje sploh? V bistvu, kako začeti? Oni nimajo pojma, recimo, kdo je stranka? Kako v bistvu ti peleš to vse skupaj? Spet različno. Zdaj, to je tako. Če želiš resen efekt dobiti s tem, da bi design thinkerski pristop pripeljal v firmo, pa je treba s tem okužiti vodstvo, čisto vodstvo. Pa to je težko? Ja, firme so diktatorski sistem. Ne? Če ne okužiš generala, bo vse ostalo problem. In te v vodstvu ponovadi imajo občutek, da že zelo veliko vejo, pa druga stvar je, da časa ponovadi nimajo. Tako da zelo velikokrat ti dajo to za delati z nekim nižjim nivojem menedžmenta, kjer pa, če se ne okuži zraven, je to problem. Tako da to je zelo različno. Tudi z različnim nivojem uspeha. Lahko se nič ne zgodi. Kakšnim pa se žarenca posije. Smo tudi to že videli. To je bilo v bistvu, zdaj glihar si govoril na moje naslednje vprašanje. Kakšen je v bistvu ta rate uspešnosti konec koncev vsega tega, kar greš ti kot svetovalec noter? Rate uspešnosti v kjerkoli temu delu, kar jaz počnem, je zelo težko meriti. Imaš polno predavalnico študentov in predavaš podjetništvo, kdaj si uspešen. Jaz sem bil zelo obremenjen s tem. Zdaj je ful drugače gledano stvar. Zdaj, če sem od 100 enega mu kliknil, je to. Tako da pri konzultantskih projektih je zelo podoben. Se pravi, prideš, mi dostikrat nas pol tudi najamajo, da pol nazaj pridemo in pogledamo, kaj se je zgodilo. Ponekod so čudoviti rezultati, pa se stvari premikajo, ljudje razmišljajo, ponekod pa čist nič. Ampak to je ponavadi povezano z motivacijo tega, kdo je to naročil pa zakaj. Pa se ti v bistvu zdi, da ti je ta profesura ful pomagala pri konzultacijah, pa svetovanju, v bistvu mentorstvu na splošno. Imaš kakšne vzporednice tukaj? Če misliš pri profesuri, profesura ima dva zelo pomembna dela. Eno je ta znanstveno-raziskovalni del, ki sigurno imam jaz bolj znanstven način razmišljanja od večine ljudi. Jaz sem pač treniran v temu in to, kukor tega res nisem maral, pol nazaj ti hodijo stvari in ugotoviš, da te močno zaznamoval. Zdaj, kar se pa tega pedagoškega dela tiče, pa jaz mislim, da je to meni predvsem zelo veliko dalo v kontekstu vodstvenih sposobnosti. Ljudje ne vejo, ampak voditi firmo ali pa predavati, voditi predmet je lahko zelo podobna stvar. Se naučiš, kako, pa kaj, pa kakšne situacije, ki jaz gledam druge, ki so meni čisto naravne. Kako dobiti pozornost, kako nekaj skomunicirati, kako handlati skupino ljudi, ki je ne poznaš, kako spremljati dinamiko. To se pač natreniraš v predavalnici. Pa še tako, to pa opažam pri vseh kolegih, ki smo skupaj delali. Mi smo imeli predmet, ki smo ocenjevali 100 poslovnih načrtov. Jaz se živo spomnim profesorja Vahriča spet, ki sem jaz začel, ki je on dobil poslovni načrt, mi smo brali tisto, po 1 uro si počrtal, On je pa prišel, imel tisto pred sabo, poslušal ljudi, tako obrne, tako nekaj pogleda noter, in potem, ko so bila vprašanja, si se ti matru, kot mlad si se matru, on je pa točno zadev v srčiko vsakega biznisa in postavil tako vprašanje, smo bili mi vsi wow. In ko daš tega veliko skozi, pol to znaš. In to je meni največ dal. Recimo to, da sem imel možnost, ker tiste namišljene poslovne načrte ocenjevati ni bilo dosti drugače kot to, kad on spadam v firmo, kad traktor je šraufa, znam hitro bistvo najde. To je. Dokler je sigurno veliko tega noter bilo zraven. A pa pogrešaš kaj iz sebe kot profesorja? Čisto preveč predavam, da bi se poslušal. Pogrešal sebe. Edina stvar, ki jo v bistvu pogrešam v tem kontekstu je, ko sem delal tukaj, si pripadal. Ko si te eno vprašal, od kje prihajaš, si rekel iz ekonomske fakultete. In si pripadal. Medtem, če si takole freelancer, kaj jaz ne pripadaš. Kar je po eni stvari fajn, po drugi strani imaš pa malo težavo. Tako je pa si ti rock streeter, da se ne slišiš tako dobro. Ampak mislim, kar pogrešam tako velikrat je,
da to ljudje podcenjujejo na fakultetah, ampak bolj kot ne s komorkoli se pogovarjaš, je relativno inteligenten. Okay? Študentje, profesori, to so tako, ki po firmah se je veliko inteligentnih ljudi, ampak jih pa tudi veliko ni. No. Ta kritična masa nekih pametnih ljudi, to ni za podcenjevati. Pa to ljudi, študentje, tukaj zelo podcenjujejo, kaj je v bistvu glavni bonus. Se pravi, ti v bistvu, ko prideš v podjetje, delaš od najnižjega ranga do najvišjega ranga. To pa želim. Ja. Meni ni problem, jaz to zelo uživam iti v skladišče, en dan skladišče zraven, pa z veličarjem se voziti ali pa na linijo, kaj narediti. Zato da vidiš. Tako da ja. Pa delaš posebej z vsakim ali kdaj spravaš v en skupen prostor, pa imaš kakšen skupen brainstorming, da se mora karkoli odločiti? To je zelo različno od projekta do projekta. Mi ponovadi najprej naredimo to sceno, klime, situacije v podjetju in to greš ponovadi z vsakim posebej. Ker to je tudi zelo delikatno, da ti vzpostaviš okolje, kjer se ti človek odpre. Da se ne počuti. In da si ti sposoben z enim delavcem v proizvodnji se tako z njim pogovarjati, da ti nič ne skriva. Ne? To dobiš z leti, kako to narediti. Pa je težje v bistvu, da se naprimer ta delavec v proizvodnji odpre ali da se ti odpre general manager? Zelo odvisno od egota, oboje je zna biti izziv. Okay, ampak dobro, greva zdaj nazaj mogoče na tvojo profesuro, ki še nisva bila. Kaj je mogoče tako največji fail, ki sva pregovorila o Kibubi, zdaj pa največji fail kot tebe kot profesorja, da se te mogoče da si iz tega izhajal pol čez celotno neko to študijsko pot? Mene je blazno zaznamovalo to, ker jaz sem se res trudil biti dober pedagog. Da se ful sekiral drugače glede tega? Ja, ful. Mislim, ne vem, jaz ne vidim druge opcije, kot ali se ful sekiraš, ker ti si v predavalnici, ne vem, to študenti velikrat ne razmišljajo tako, ti si v predavalnici, gledaš ljudi in gledaš odzive, kako se stvari dogajajo. In tukaj v naši splošnem visokošolskem okolju je ta politika, da ti ljudje ven hodijo. To je za žile rezati. Študenti se ne zavedajo, koliko je to boleče za predavatelja. Ti se tam trudiš, probaš vse skupaj. Ampak ni tako. In jaz sem imel moj fail, če hočeš, ne bil fail, je, da jaz sem skozi govoril, da moje predavanja niso obvezna. In se je zgodilo tako, da na koncu nas je bilo 5 noter. In to pač vzameš kot fail. Pa še vedno zdaj to jemlješ kot fail, ali si takrat naprimer vzel kot fail? Takrat je bilo zelo boleče, če hočeš. Pol iz distance gledaš malo bolj tako realistično, ker jaz sem pol se šel po design thinkersko pogovarjati z ljudmi, zakaj je temu tako. In sem ugotovil, da pač večina ljudi, jaz močno verjamem, da se ljudi ne da motivirati. Če niso sami motivirani, jaz lahko sem klovn, pa ne bom nič naredil. Tako da pol je to v bistvu ni bil fail, je bila šola za mene, kot sem na začetku, ko sva klepetala omenil, jaz sem hotel se več ukvarjati z ljudmi, ki jih dejansko zanima. Točno to je, v bistvu, zato, ker zdaj, ko gledaš nazaj, se ti je perspektiva zaradi tega spremenila. Se pravi, ti je bilo ok, da si jih imel 5, zato, ker si jih dejansko lahko kaj, da so odneselo tega, ali je bil vsem imel celo predavalnico, pa ne sam desoten. Ne, to zagotovo ne. Jaz sem izjemno občutljiv kot človek glede tega in meni, če jaz zaznam, da en se ne odziva, jaz sem ful nervozen ratam zaradi tega. Tako da zaradi tega si tudi pol dober pedagog, ampak če nimaš te pravih ljudi noter, pol imaš problem. Tako da meni je ta fail je bil meni glavna šola, da moram nekam drugim naprej. Mene je zelo zaznamoval, en je bil pri nas demonstrator, ali tudi je vodil vaje in 10 let je vodil, bil je že legenda, in po 10 letih zdaj pa ne bom več. Pa sem ga vprašal, pa Matic, zdaj povej, zakaj ne več. Pa rekel, razlika med tem, kar oni vejo, pa to, kar jaz vem, je postala tako velika, da se ne moramo več pogovarjati. In jaz v sebe ocenjujem, da zdaj nisem najboljši za iti v razred nekoga, ki nič ne ve. Zaradi tega, ker sem res toliko enih stvari absorbiral in pa imaš samo 2 opcije. Ali se nehaš učiti, pa se prilagodiš temu, ali pa moraš nekam iti. In jaz dejansko potem, ko sem nehal to aktivno početi v tej obliki, sem se spet ful učiti začel. In mi je bilo res tisto, wow, ful dobro. Se pravi, je bila ena to točka, ki ti je ful dogajala, ki ti je bilo v bistvu ful dobro, da si nekaj dal stran, zato da si v bistvu sebe pol... Ja, meni je bilo to težko. Težko, ker jaz sem zvest, jaz še danes sem pripaden na ekonomski fakulteti, pa sem imel rad klepati, meni je bilo težko iti,
Ampak potem, ko sem šel, če bi gledal nazaj, je bilo to edino prav in za mene fantastično. Sem imel pa ta privilegij, da sem dejansko imel podlago že toliko fajn narejeno, pa pač sodelavce take, da smo takoj začeli delati na relativno ful zanimivih projektih, velikih, ki bi vsak od njih challenge. Priješ v fabriko z nekaj tisoč ljudmi gledati, kako razvoj funkcionira na neki panogi, ki nimaš pojma, si se mogel zelo hitro prilagoditi in me je to pa v bistvu potegnili in je bilo to. Pa je še vedno preveč predavam. No. Kaj je to mogoče prvi projekt drugač, ki si zaključil, se pravi, biti profesor? Ja. Prvi tak aktiven projekt, ki si se ful vključil vanga, da si zapolnil ta čas? Ni bilo to tako. To je bilo, jaz sem že prej delal na teh projektih. Razlog, jaz nisem tako zdaj, da bom pa pustil to službo, še drugo ne, sem imel že prej 3. Je bilo že tega toliko v bistvu. Ja, sem imel že prej 3 in nisem mogel več in sem mogel pač eno stvar stran dati. Tako da ni bilo prvi, da bi rekel, veliki pok. Je bilo že... Se pravi, smooth transition. Ja. Okay, zdaj mogoče na tej točki, ki si rekel, da si še ful pripada na ekonomski fakulteti, da mu grejo počas proti zaključku. A imaš mogoče kakšno tako sporočilo za vse študente, za alumne? Mogoče, če se navežeš na, bral sem en intervju s tabo, pa si rekel, da podjetniki zelo velikrat pridejo do točke, ko ne more več naprej, oziroma ko ne pregorijo, pridejo do roba svojih zmožnosti. Mogoče, če se navežeš s kakšno mislijo na to tvojo izjavo. Bom začel drugje. Bom začel moje glavno sporočilo. Jaz sem kot starš zelo frustriran nad tem, ker sem mogel otroke v šolski sistem dati. Zaradi tega, ker vem, kakšni so kot so otroci in sem jih videl na drugi strani, kakšni so, ko sem jih jaz dobil na fakulteti. In to mene res preganja. Mislim, število ljudi, ki jih dejansko nekaj zanima. Mislim, jaz sem se kot pedagog in se še danes velikrat počutim popolnoma neizkoriščenega. Ti si tam vprašajte me, kar čte, jaz dejansko rečem ljudem, vprašajte me, kar čte, in ljudje nič ne vprašajo. So brez idej, kaj jih pravzaprav zanima. Tako da meni glavno sporočilo je, da moraš slediti stvarem, ki te v življenju zanimajo, in to tako fanatično. Izkoristiti to, tako da ne ubiti tega, ne hoditi na faks ali pa kamor v službo, zato ker tam nekaj moraš. Ampak če slediš strasti na nekem žaru, boš ful delč prelezen. To mi dokazujejo študenti, ki so to dejansko počeli, so danes super uspešni. Tako da to je to. Druga stvar je, ko pa si enkrat zakuril ogenj, pa se pa brzdaj. Pa dobi si coacha, dobi si človeka, ki ti bo pomagal. In nič ni vredno, da bi ljudje, dokler si zdrav, pa dokler si ok, pa živ, ful podcenjuješ, koliko je to pomembno. Pa ko se pa kaj takega zgodi, pa jokaš nazaj, kako je bilo fajn. Tako da tukaj meni ta balans držati je skoraj najpomembnejša stvar od vsega. Se pravi, nikoli se ne gnati dolgoročno, sistemsko gnati do tega, da boš pregorel. Ker ne vem, ljudi veliko ni videl, kaj pomeni pregoreti, ampak ko se to enkrat zgodi, je res hudo. Kaj pa je mogoče ta trigger, da veš, da boš pregorel? Ali lahko to pri sebi opaziš vnaprej, ali se dejansko zgodi in je bum? Ne, znaki so več kot očitni. Mislim, nadure so en tipičen. Meni ni nobenega problema, jaz ne poznam enega uspešnega človeka, ki ne bi v enem delu življenja delal po 12 ur na dan, pa se ful trudil. To je vse fajn. Sam ne kot sistem. In ljudje postajajo neracionalni. Ko vidiš, da ljudje postajajo neracionalni, hitro se razdražijo, zmatran postaja, ne gre nikoli nikamor, ne zna odklopiti, to ni dobro. Vedno rabiš nekje, da stvari, bolj ko imaš zahtevne stvari, bolj jih moraš spucati. Ampak tukaj je dejansko tisti, ki to imajo, sam si zelo težko pomagaš v tem kontekstu. Rabiš nekoga, da ti pomaga od zunaj. Zapravo, v bistvu neko tvoje glavno sporočilo je, vzdržujte ta work-life balance tudi. Absolutno. Jaz zelo grobo pravim, jaz trdim, da tisti, ki to znajo, bojo veliko uspešnejši v življenju kot tisti, ki ne. Ker ki se zaganja, pa je pripravljen to žrtvovati, bo pač se skuril. Tako pa zna to dobro držati v balansu, bo prišel pa daleč. Pa ne zaradi denarja. Denarja imaš hiter dost. Denar je do neke točke motivator, pa kaj dosti več ne rabiš. Ampak tudi, če hočeš pol naprej furati, moraš to dati, mora biti to vzdržno. In če boš to imel pod kontrolo, je to. Meni najbolj, jaz imam to šalo rečem, ko priješ v firmo, kako ugotoviš, je firma v redu ali ne. In potem, koliko ima ta glavni direktor časa.
Ljudje ful napačno predpostavljajo, da unkaj šef, ta glav, mora biti Da skozi mora busy. 24 Ne, on sedem ne sme imeti nič. On v bistvu mora imeti, ker če ne more delati, kar on mora delati. Ne, ker ti ne moreš tuhtati o strategiji, o ta velikih problemih, če skozi nekaj počneš. Tako da to je to. Okay, Rok, najlepša hvala za celo diskusijo, pa za tole tvoje sporočilo. Okay. Z veseljem. Z veseljem, hvala. Hvala te.